Lepo pozdravljeni v podkastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se bom pogovarjal z gospodom Dominikom Zverom. Dominik ni samo bolnik s hemofilijo, ampak je tudi predsednik društva Krvni bratje, to je Društvo bolnikov z motnjo ustrojevanja krvi Slovenije. In zato se bomo danes pogovorili malo o tem, kaj sploh to društvo je, zakaj je bilo ustanovljeno, kaj omogoča bolnikom z motnjami ustrojevanja krvi in tako naprej. Tako da dobrodošel, Dominik. Pozdravljen, Uroš. Torej, Društvo Krvni bratje, ne? Zakaj je sploh nastalo to društvo? Kot vemo, imamo v Sloveniji zdaj že 2 društvi, ne? Zakaj je nastalo? V bistvu Društvo Krvni bratje je nastalo iz potrebe, ne? Kajti hemofiliki smo se družili tudi tako neformalno, Ja. bom rekel, že par let, ne? Smo se srečevali na raznih kolesarjenjih in potem smo tudi organizirali kak piknik. Potem smo itak začeli s temi, ob svetovnem dnevu smo se dobivali tako, spontano, ne? Pač pogrešali smo neko druženje, ne? In to je nastalo pol čistko iz potrebe, ker bom rekel, vsa ta naša druženja so postala že tako, da smo rabili pač tudi neko organiziranost, ne? Da smo lahko neko prireditev izvedli. Ja. In seveda, to je vse povezano pol tudi z določenimi stroški in vse to. Saj smo imeli tudi prej že kako pomoč, ampak potem smo s tem, ko smo ustanovili društvo, lahko začeli skrbeti za tiste programe, ki mislimo, da so bili, bom rekel, mogoče zapostavljeni ali pa ne tako videni v tistem našem primarnem društvu, in da smo razširili to idejo o bratstvu med hemofiliki tudi na periferno raven, ne? Kajti lažje je hemofiliku nekje v nekem središču, kot pa hemofiliku nekje na podeželju, in to se tudi pozna v preteklosti, ko ni bilo terapije, smo mi potrebovali dosti več časa, da smo prišli do svoje terapije, in zato verjetno imamo tudi malo večje težave zdaj v življenju. Verjetno vsi niso mogli se ustrezno šolati, kajti če si živel na podeželju z boleznijo, je to bilo veliko težje, kot pa če si bil nekje v Ljubljani in si lahko tudi marsikaj, takrat sicer še ni bilo vsega nadaljavo, ampak si lažje, bom rekel, študiral in obiskoval šolo, ne? Mogoče za tiste, ki te ne poznajo, ne? Zdaj in sklepe po govorici, ko govoriš o podeželju, ne? Govorimo predvsem vzhodna Slovenija, ne? Tam je bilo predvsem zelo zapostavljeno v preteklosti, ne? Tako, ja. Bom rekel, mi smo itak najbolj oddaljeni od centra, ne? Ja. Kurja glava je dlje od želodca, ne? Ja. Tako da 200 kilometrov pa še več, ne? Ja. In včasih je to trajalo celih 5 ur, da si prišel do svoje nadomestne terapije, ne? In kot otrok se spomnim, če sva šla z mamo z busom, je to trajalo pol dneva, ne? Tisto koleno je bilo pa že katastrofalno, ne? Rešilci pa za take zadeve niso bili takrat, bom rekel, nisi ga pač dobil, zato ker so imeli 2 rešilca tam, ne? In če bi en šel peljal nekoga v Ljubljano v bolnico, to ni bilo mogoče, ne? Ja. Pa tudi avtov ni bilo, takrat so bile neparne številke, Parne. boni za gorivo, ne vem. Potem je bilo vprašanje, zakaj nimamo krioprecipitata v bolnici, ker nimamo zmrzovalnika. Aha. In to so, bom rekel, to so taka vprašanja, ki si jih ljudje danes ne morejo več predstavljati, ampak meni so se vtisnile v spomin. In zato smo pač z neke potrebe, da si pomagamo med sabo, Ja. da se začutimo po neki bratski pomoči, ustanovili to društvo. In to nas je bilo 8 posameznikov, hemofilikov, ki smo spontano ob svetovnem dnevu hemofilije leta 2018 pač v gostišču, kjer smo se srečali, nekako sklenili, da je zdaj pa čas, da formaliziramo svoje delovanje in tudi vzpostavimo neke programe, ki bodo namenjeni vsem hemofilikom, kajti niso naši člani samo bratje, ampak bratje smo vsi, ne? In
Res, da se to mogoče sliši že skoraj kot kaka, bom rekel, verska organizacija, ampak temu je res tako, ne? Ker večinoma smo vsi, bom rekel, nekako tudi sorodstveno povezani, če že ne v prvi liniji, pa v drugi ali tretji ali pa v tisti, v kateri ne vemo. Lahko pa tudi, tako kot se včasih hecamo, z spontano mutacijo. Ja. Zdaj, lihka si omenil, ne, povezave tako, da smo družinsko ali kakorkoli povezani, ne. Ena taka zanimivost, v Prekmurju, ne, je ena zelo taka velika gostota bolnikov, ne? Ja, je. To je Andrej je malo raziskoval, ne, in v bistvu mi smo plemiškega rodu, tako da prišel je do plemiške družine, ki je izumrla, njihov priimek je izumrl, ne. Bolezen se je prenesla po ženskih potomcih naprej in pisali so se Zima. Tako da bili so pač, bom rekel, neko srednje plemstvo, ampak tisto graščino in skriti zaklad pa še zmeraj iščemo. Tako da imamo pa modro kri. No, super, super. No, in odkar se je to društvo potem ustanovilo, ne, kaj sploh počne društvo, ne? Razen to, da se kdaj dobimo, ne? Ampak kaj je pa tista, bom rekel, programi, ki jih izvajajo? No, naše društvo ima nekako 5 programov, ne? Ki se, bom rekel, tudi med sabo prepletajo, ne? Sej, bom rekel, niso strogo ločeni, ampak predvsem imamo program blaženja socialnih posledic same invalidnosti, ki jo pač naša bolezen prinaša, predvsem pri nas starejših, pa tudi, bom rekel, tudi pri mlajših se bo pozneje določena stopnja invalidnosti kljub modernemu zdravljenju lahko razvije, ne? In predvsem imamo pol tudi program ohranjanja zdravja, v katerega spada tudi naša fizioterapija. Ja. Fizioterapijo smo približali bolnikom, to pomeni, da tudi lokalno izvajamo fizioterapijo, 1-na-1 s fizioterapevtko vsak teden. Poleg tega pa omogočamo našim članom v okviru tega programa tudi, da dobijo subvencionirane kopalne karte, nekateri pa tudi, ki pač nimajo želje po plavanju ali gibanju v vodi, pa tudi karte za fitness. Zelo pomemben program je program izobraževanja. Predvsem tu imamo 2 smeri izobraževanja, ne. Eno, da se izobražujemo mi, hemofiliki v tujini, po kongresih, drugo je pa to, da to znanje prenesemo tudi na naše hemofilike, tudi na najmlajše člane in na njihove mamice, na celotno skupnost, ne. Kajti to, bom rekel, smo nekako v preteklosti pogrešali, res, da nek krog ljudi je bil zmeraj nekje udeležen v nekem izobraževanju, ampak zdaj probamo to malo rotirati, da vsakdo, ki ga zanima ta problematika, ima možnost, da se na nek način udejstvuje v tem in tudi pomaga širiti pač ideje o zdravljenju, dobre izkušnje, prakse, tujine, pa tudi, da mi pokažemo svetu in Evropi, kako dobro imamo zdravljenje hemofilije v Sloveniji. Potem je tu še zelo en pomemben program, ki je bil tudi zapostavljen v preteklosti, to je kompenzacija okužb s hepatitisom C in ostalimi hepatitisi. Tukaj ima Slovenija še dolg do nas hemofilikov, ki smo se okužili ne po svoji krivdi z preparati okuženimi z virusi. Za HIV je država poskrbela, za hepatitis C pa žal še ne. In tu se v zadnjem času pojavljajo, ker se hemofiliki staramo, določeni zapleti, določene posledice na naših jetrih in zato je treba si prizadevati, da bomo dobili neko primerno odškodnino, ki bo tudi, bom rekel, na nek način kompenzirala vse to. Vsega tega nam Gorja ne more vzeti, ampak vsaj moralno in tisto, da smo v sebi nekaj pomirjeni, da smo nekaj napravili, predvsem za tiste šibke, ki so na robu, ne. Kajti marsikdo je zaradi te okužbe, so izgubljali službe, zakoni so šli narazen, različne osebne zgodbe so, ki niso
bom rekel, v ponos naši državi, ne. In tako kot po svetu zdaj države priznavajo odškodnine, je prav, da tudi Slovenija gre po tej poti, po tej evropski in razviti poti, da bomo tudi na tem področju, ne samo na zdravljenju hemofilije, lahko za vzgled drugim. Potem pa imamo še program športa in rekreacije, ki je namenjen pač našim hemofilikom, ki se tudi udejstvujejo v raznih športnih panogah. Kot veš, imamo parakolesarja, imamo športne strelce, imamo različne načine. Hemofiliki postajamo zdaj športniki na stara leta, pa tudi mladi se rojevajo, ki so lahko športniki, brez kakih večjih omejitev, kot smo jih mi imeli v mladosti. Ja. Drugače, ne, zdaj, ko smo rekli društvo, kdo bi pomislil, ja, to je kar, pač vsak lahko odpre društvo, ampak tako. Ampak v resnici, ne, to ni samo tisto obično društvo, to je tudi društvo, ki ima neke statuse, ne, na nivoju države že, ne? Ja, tako. Mi smo nevladna organizacija v javnem interesu in smo obenem tudi invalidska organizacija, ne. Pridobili smo tudi status tako, da nam lahko ljudje, davčni zavezanci darujejo procent svoje dohodnine. Tako da pozivam vse, da če ne veste, kam z denarjem, ki vam ga država vzame, pa bi nam lahko ta procent namenili v dobrodelne namene, ga namenite, prosim, nam. Mi imamo svoje programe in te programe moramo financirati sami, ker pač država drugače ne zna poskrbeti, in prav je, da tu nastopimo nevladne organizacije in smo v bistvu tam, kjer država ne vidi ali pa ne zmore, da tam pomagamo, ne. V bistvu smo mi, bom rekel, tiste roke, ki sežejo do vsakega, ne, kajti bolniki, mi med sabo sebe najbolj poznamo in prepoznavamo potrebe, ne. Tam, kjer institucijsko neko varovanje pravic odpove, tam smo pol, nastopimo mi društva. To je en status, zelo pomemben. Potem pa smo še člani NSIOS-a, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, kjer aktivno sodelujemo in smo polnopravni člani. Obenem smo tudi letos sodelovali na volitvah v državni svet s svojim elektorjem in nekako smo aktivni člani naše nevladniške skupnosti v Sloveniji. In moram priznati, kljub naši majhnosti smo zelo prepoznani. Kajti že samo ime, pa tudi pojavljamo se v javnosti in mislim, da je prav, da tabuje glede hemofilije, tudi stigme glede okužb z virusi, na ta način premagujemo, da ljudi ozaveščamo, da jim povemo, da kronična bolezen in redka bolezen ni najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi v življenju. In da zato smo mi tu, da lahko svetujemo, da pomagamo, da dopolnjujemo tisti institucionalni sistem zdravljenja, da tam, kjer se zdravljenje dejansko uradno konča, nadaljujemo mi, ne, kajti ljudi je treba rehabilitirati, opolnomočiti, da se izobrazijo, da dosežejo svoje poklice, da se zaposlijo, da dobijo primerne statuse, vkolikor imajo določene okvare, da zaščitimo njihove pravice, da včasih tudi dovolj, da jim samo jih poslušamo, pa jim mogoče sočustvujemo z njimi, ali pa probamo najti rešitev tudi izven uradnih nekih poti, ki marsikdaj odpirajo kaka vrata, ali pa da razložimo, kakemu uradniku, zakaj ta oseba potrebuje tak status ali kaj je hemofilija. Kajti hemofilija ni nujno, da je vidna, ne? Ni nujno, da hemofilik je invalid in da šepa, pa je kljub temu invalid, ne? Zdaj v modernem času zdravljenja redkeje, ampak včasih je pa bilo tako in tudi, ko se razvija kaka huda krvavitev, si invalid, če hočemo ali nočemo. Si priklenjen lahko celo na voziček ali pa na bergle.
In predstavljajmo si, da ni zdravljenja za nas hemofilike, smo vsi takoj na berglah in vozičkih. Tako da moramo se zavedati, da je ne zato, da bi zdaj koga strašil, ampak hočem povedati, da je to naša realnost. Ne? In da probajmo na tem načinu, za to društvo proba na tem nivoju napraviti čim več za svoje člane in za vse hemofilike, ne samo za člane, kajti to moram poudariti, naš namen ni številčno članstvo, ampak kvalitetno delo z člani in bolniki s hemofilijo. Ja, tle moram pa tudi jaz potrditi, no, par izkušnja zdaj, ko sem že doživel, no, ko so imeli člani težave, ko v bistvu se nobeden ni postavil za njih, ne, je nastopilo društvo in je društvo pomagalo, da so se neke stvari sprovedle naprej, oziroma da so se tudi rešila življenja, ne. Društvo funkcionira tako, kot je treba. Dominik, kaj bi pa rekel nekomu, ko reče, ja, sej imamo eno društvo, zakaj bi zdaj rabili dve društvi, ne? Kaj bi ti takemu človeku rekel? Pa v bistvu ta raznolikost, da imamo možnost izbire oziroma članstvo v enem društvu in drugem društvu se ne izključujejo. Naši ljudje so člani obeh društev in bom rekel, mogoče imamo mi en tak moderen pristop do članstva, bolj, bom rekel, oseben pristop do ljudi, ki na koncu ni nič slabega. Ne? In mi samo dopolnjujemo tam, kjer drugo društvo mogoče ne vidi potrebe, mi jo pa vidimo. Ne? Moram pa tudi to povedati, da drugo društvo je humanitarno društvo, mi smo pa invalidska organizacija in nas ni sram priznati, da smo invalidi. Kajti največja, bom rekel, napaka je to, da bi se sramovali nečesa. Stopimo ven, povejmo, kdo smo, kaj smo in mogoče nam bo v življenju kaj lažje. Ne? Zaradi tega nismo slabši ljudje in zaradi tega nas moderna družba ne bo gledala po strani. Kvečemo bomo lahko napravili kaj za naše mlade oziroma za tiste, ki prihajajo za nami. Ne? Kajti če bomo tiho in ne bomo napravili nič, nismo napravili nič. In zagovarjati pravice bolnikov, pacientov, se mi zdi, da je to neko poslanstvo, ki bi se ga vsakdo mogel zavedati. Ne? Res, da mogoče neka pravica nekateremu ne pomeni kaj dosti, ampak če bi jo vsi uveljavljali, potem bi postala ta pravica univerzalna in bi mogoče tisti posameznik, ki je na robu, ki mogoče ne razume toliko tega, si težko pomaga, bi to pravico prej dobil. Ne? Jaz se zmeraj na vsako odločbo, ki jo dobim strani države, glede kakšne pravice pritožim. To pa povem ne zato, ker bi hotel nagajati, ampak da iztržim tudi za vsakega našega člana največ. Kajti samo tako si lahko pomagamo z nasveti, kako na nekem institucionalnem nivoju napraviti največ. Ne? In pravice žal niso vse univerzalne, žal tudi vse povsod po Sloveniji bolniki niso enakovredno obravnavani pred nekimi organi, ki odločajo o njihovih pravicah. Zato je pa potrebno izobraževati se, izobraževati tudi, bom rekel, strokovno javnost, pa tudi nas bolnike. Ok, Dominik, zdaj, če bi nekoga zanimalo zvedeti kaj več o tem društvu, oziroma kako biti aktiven v tem društvu, kje lahko kaj izve informacije o tem? V bistvu mi smo v vseh modernih medijih, tako da spletna stran, Facebook profil, Instagram profil, YouTube kanal, kjer objavljamo videe, predavanj. Tu so kontakti na naši strani, če iščejo kakšno informacijo, lahko pokličejo, številke so zapisane, e-maili so zapisani, ali pa enostavno pocukajo koga za rokav, tudi kje v kakšni čakalnici, ali pa enostavno v naši skupini
na Facebooku oziroma Messengerju, kjer smo zelo duhoviti včasih in si znamo pomagati. Tako da, kdor išče, bo našel. Ok, super. Za mogoče nekoga, ki bo iskal, mu pa povem, da spletna stran je krnibratje.si, ne? Ja, hvala, da si me dopolnil. Včasih, bom rekel, stran je zdaj že boljše pozicionirana, ampak včasih prikaže tudi eno knjigo, pa je tudi zanimiva. Ne, ampak so bili mladi fantje na ulici v Berlinu, med obema vojnama, ne, je zgodba. In se prav imenuje Krvni bratje. Ne. Ampak je šlo za neko drugo bratstvo, ker so bili, bom rekel, tudi na robu nekje pozabljeni, no, in so mogli preživeti na cesti. Dobro, Dominik, hvala, da si nam nekaj povedal o društvu. V prihodnje bomo pa še kaj izvedeli o tebi, ne? Tako, ja, obljubljam, da bo zanimivo. In želim vsem poslušateljem tega podcasta lepe praznike in vse dobro v letu, ki prihaja. Predvsem pa bodimo pozitivni in bodimo bratje, ne? Pomagajmo si. Kajti povezani smo močni samo toliko, kot je najmočnejši člen naše verige. Zato poskušajmo prepoznati in pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Hvala, Dominik. Hvala tudi tebi, Uroš, za to priložnost. Srečno.